Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam vsem, ki se kdaj počutite premajhne, pretihe ali morda ne dovolj močne. Naj vas zgodba opomni, da resnična moč ne pride čez noč, ampak raste z vsakim pogumnim korakom naprej. Tokrat bomo spoznali kalčka, mali drevesni poganjek, ki se je želel postati velik in mogočen kot stara drevesa v gozdu. A pot ni bila lahka, čakale so ga številne prepreke ter izzivi. Je kalčku uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kalček. Nekoč, globoko v tihem gozdu, je živel mali poganjek z imenom Kalček. Kalček je bil droben drevešček, ki si je od nekdaj želel postati velik in mogočen kot stara drevesa, ki so stala okoli njega. Kalček je vsak dan zoril proti nebu in občudoval visoke, močne drevesne krošnje, ki so šumljale v vetru. Kako čudovito bi bilo biti tako velik in močan, je pomislil. Potem bi me vsi v gozdu spoštovali. Toda nekega jutra, ko je sonce komaj vzšlo, so se na nebu začeli zbirati temni oblaki. Veter je močno zapihal skozi veje in kmalu je nad gozd pridrvela divja nevihta. Veter je tulil, dež je lil kot slap in v gozdu je zavladal nered. Mali kalček je trepetal v vetru. Njegove tanke veje so se upogibale pod težo dežja in sunki vetra so ga skoraj izruvali iz tal. Po dolgi, strašni nevihti je v gozdu končno zavladala tišina, a kalček je stal na mestu, nagnjen in žalosten. Nikoli ne bom zrasel. Nikoli ne bom velik in močan kot druga drevesa, je s težkim srcem razmišljal kalček. Zadnjo dežno kapljo je izginilo tudi njegovo upanje. A takrat se je oglasil globok, pomirjujoč glas. Bil je stari hrast, ki je živel v gozdu že več stoletij. Njegove močne veje so šepetale v vetru. Sklonil se je k malemu dreveščku in mu zašepetal. Mali kalček, je rekel hrast s nežnim glasom. Ne bodi žalosten. Tvoj čas šele prihaja. Tvoja moč ni v tem, kako velik si sedaj, ampak je v tebi, tvoji vztrajnosti. Kdor vztraja, vedno najde pot. Kalček je začutil majhen plamen upanja. Mogoče res lahko postanem velik in močan, je pomislil. V tistem trenutku se je odločil, da bo kljuboval vsaki nevihti, vsaki oviri in vsakemu izzivu, ki ga bo prinesel nov dan. Razveselil se je vsake dežne kaplje, lovil sleherni sončni žarek in njegove korenine so se počasi začele širiti globoko v zemljo in ostala drevesa so mu pod zemljo podala roko. Minevali so meseci in leta, ki so kalčku prinašali različne preizkušnje. Poletje je bilo vroče, tako vroče, da je včasih začutil, da se mu veje sušijo pod žgočim soncem. Zima je bila še bolj neizprosna. Prinesla je leden veter in sneg, ki ga je povsem zasul in mu skoraj zamrznil korenine, svojih prijateljev pa skoraj da ni več videl. Vsak letni čas je prinesel novo preizkušnjo, vendar kalček ni obupal. Znal se je prilagoditi vsaki preizkušnji narave, pa naj bila še tako neusmiljena. Vsakič, ko je pomislil, da ne more več, se je spomnil besed starega hrasta. Tvoja moč je v tvoji vztrajnosti.
In tako je vztrajal vsako pomlad, poletje, jesen in zimo, leto za letom. Včasih se je zdelo, da ne napreduje, a počasi in vztrajno je kalček rasel. Nekega pomladnega dne, ko so se v gozdu razcvetele cvetlice, je mimo priletela družina ptic. Iskale so mesto za gnezdo in naletele na mlado drevo. Čiu, vaše veje so še majhne, a čvrste, so čivknile ptice. To je popolno mesto za naš novi dom. Čiu, čiu. Kalček je bil nadvse ponosen. Njegove veje so bile že dovolj močne, da podpirajo novo življenje. Ptičja družina je začela graditi gnezdo prav v njegovi krošnji in kalček je začutil, kako pomemben del narave postaja. Biti močan ni pomenilo le biti velik. Pomenilo je pomagati drugim in biti del celote. Nekega poletja pa se je v gozdu zgodilo nekaj nenavadnega. Z neba so se spustili temni oblaki, vendar tokrat ni bil dež tisti, ki je ogrožal gozd. Močan požar se je razširil po robu gozda. Drevesa so v paniki šumela, živali so bežale na varno. Kalček je začutil vročino ognja, ki je prihajal vedno bliže. Kaj lahko storim? Se je spraševal. Njegove veje še niso bile dovolj visoke, da bi zaščitile gozd, vendar so bile dovolj močne, da so zaščitile nekaj malega življenja. Ptičja družina je hitro poletela v njegovo krošnjo in kalček je kljuboval ognju. Bil je nagnjen zaradi prejšnjih neviht, a tokrat se ni upognil, niti zlomil. Njegove močne korenine so ga držale na mestu, dokler požar ni povsem ugasnil. Ko se je dim razkadil in se je gozd ponovno ohladil, je kalček stal tam, zdaj nekoliko vžgan, a ponosnejši kot kadarkoli prej. Naučil se je, da moč ni le v velikosti, ampak tudi v odpornosti, prijaznosti in volji pomagati drugim, tudi ko se zgodi, da ti narava obrne hrbet. Z leti je kalček rasel in rasel, postal je mogočno drevo, ki je ponujalo senco, zavetje in dom mnogim gozdnim bitjem. In vsakič, ko je kdo v gozdu iskal zavetje ali pomoč, se je spomnil na kalčka in na njegovo vztrajnost. Tako je kalček se v gozdu naučil, da ni pomembno, kako majhen si na začetku. Z vztrajnostjo, prijaznostjo in pogumom lahko postaneš velik in močan na svoj način. Takrat se je spomnil na stari hrast in njegove besede. Ne meri se po svoji velikosti ali moči, temveč po svoji vztrajnosti in prijaznosti. V življenju so najpomembnejši tisti, ki pomagajo drugim, tudi če so sami na začetku majhni. Ja, čudovita, navdihujoča zgodba. Kalček nas je naučil, da prava moč ni v velikosti, temveč pogumu, potrpežljivosti in srčnosti. Vsaka ovira, ki jo je kalček premagal, ga je naredila močnejšega. In prav s tem je postal zares velik. Dragi otroci, tudi če se kdaj počutite majhne ali šibke, ne pozabite. Z vztrajnostjo ter srčnostjo postajamo močni, vsak na svoj način seveda. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Gozdne skrivnosti. Vabljeni k poslušanju in ne pozabite se naročiti na kanal. Ostanite radovedni, pogumni in prijazni. Naj vaša domišljija raste z vsakim dnem. Pošiljam vam prijazen kalčkov pozdravček. Čau, čau. Bravo, kalček.